Prej, ko sva govorila o tem projiciranju čustev, ne, to se danes tudi se mi zdi zelo dogaja na družbenih omrežjih, ko malo gledamo komentarje in tako ogromno enega besa se tam nekako procesira oziroma ne procesira, daje ven, ne. Ker gledaš pa neko objavo, nek članek, pa ti ni jasno, kako lahko nekoga toliko strigira, ena objava recimo na Facebooku. Pa to se lahko vsakmu od nas zgodi, da te nekaj strigira, ko scrollaš, pa je ena oseba, ena objava. Kaj bi recimo svetoval, da narediš takrat, ko te, se pravi, ti scrollaš in te neka močna čustva pri nečem se vzbudijo. Kaj narediti takrat, ne? Da ne rabiš takoj tipkati manično. Mislim, ja, spet v bistvu tle ta proces samo empatije, ne? To je podobno kot komunikacije, ne? Da najprej, da se zavedam, da je to nek trigger, ne? Tle je nek zunanji trigger v smislu, ker sem nekaj prebral. Da lahko vzpostavim stik s svojim telesom, kira čustva se v meni procesirajo, ne? Kiri občutki so prisotni, jih probam nekako zaznati, identificirati, kaj so moje potrebe zdaj, ne? Kaj je moja potreba zdaj, ne vem, po videnosti, slišanosti, po biti slišan s nekim svojim pristopom, po mogoče neki varnosti, zaščiti, ne vem, odvisno, kaj je zdaj zares potreba. In potem, da se vprašam, zdaj, če bom jaz se odzval in to napisal, ne, a bom dejansko povečal možnost, da bom to potrebo zadovoljil ali ne. Tako se mi zdi, dostikrat se mi zdi, da prek teh socialnih omrežij imeti neke globoke debate, mislim, da ni zelo, kako bi rekel, plodno, ne.